mogoče sam to recimo čist plastičen primer, recimo knjiga, ne. Recimo, da bi jaz zdaj prebral to knjigo in bi rekel, ne, tebi ali tebi, rekel, ta knjiga je res najboljša knjiga na svetu, ne. Res the best knjiga, stari, ne. Ta pisatelj je car, ne. V bistvu diagnosticiram knjigo, ne. In pol bi recimo ti prebral to knjigo in bi rekel, ta knjiga je brez veze, stari. Ta knjiga kar nekaj, ta pisatelj sploh ne ve, kaj piše, tip je totalen debil, to je za nič knjiga, ne. Uporabljava jezik obsojanja in diagnosticiranja, ne. Ampak ti, če pogledaš, ta knjiga je knjiga, pač, če bi zdaj šli listat, črke se niso spremenile, vse je ostalo isto, ne. In kaj zdaj? A je zdaj ta knjiga kaj? Dobra ali slaba? A zdaj ona ne ve, kaj je, ne? A ni čez ziher? Ne, ne. Se pravi, to je jezik obtoževanja in okrivljanja, v bistvu govori o nekem našem doživljanju notranjem, ne. Enako velja za filme in enako velja za, v bistvu tudi za ljudi, ki jih obtožujemo, ne. Se pravi, nek človek je nekaj rekel, nekaj naredil, to je nas sprožilo neko čustveno reakcijo, potem mu nismo uspeli zadovoljiti nekih potreb in potem jih gremo obtoževati. Nekdo drug bo imel pa s tem istim človekom čisto neko drugačno izkušnjo, recimo, ne. Tako, to se mi zdi čisto tako zelo zanimivo lahko za raziskovanje tisti, ki si pač želijo iti v to, no.